Dragi ljudje, tisti, ki hočete dobro, oddaja Na robu znanega, tretji del oddaje o olimpijskih igrah, otvoritev in zaključek danes ponovno z gospodom Miho Zimškom. Gospod Miha, že tretjič v oddaji, hvala vam, da ste prišel in da lahko nadaljujemo. Hvala vam. Ste zanimiv človek, pišete knjige, torej o teh svetovnih zadevah, o ljudeh izza zavese, ki so, marsikaj se spoznate in to vaše znanje sedaj prenašate zaradi dobrega tudi v naši oddaji. In danes bi šla naprej, gospod Miha, nekje tam pred zaključkom otvoritve sva se zadnjič pogovarjala in bil je potem torej tisti dogodek, ko je ta pevka Celine Dion zapela pesem Titanika, ne, in Titanik se je potem potopil. Torej, in tista zastava, ki so narobe obrnili. Ne. Kaj nam to želijo sporočati elite, tisti, ki gospodarijo nad svetom? Na ta način želijo, vsaj po moje, predstaviti ljudem ali pa tudi njihovim, ki poznajo ta simbolni jezik, da se v bistvu potaplja ta človeška civilizacija oziroma sistem. Zdaj nekateri ljudje bi rekli, ja, sej ta sistem ni kaj dober, in je prav, da se ruši, ampak problem je, če je to načrtno rušenje. Zdaj ta zastava, se pravi strani elit, ta zastava predstavlja, vemo, kot klic na pomoč ladje, ki se naprimer potaplja. Tu imamo zdaj spet še povezavo Celine Dion s Titanikom in Titanik je tudi v tistem svojem času predstavljal neko vrh človeške, bom rekel, tehnologije. Ne? Danes smo v tem tehnološkem svetu, vse se da toliko teže na ta tehnološki svet in tu se predstavlja, kako se potaplja. Ne? Zdaj bom rekel, ta napačen pogled na našo civilizacijo človeško je ravno tu, v tem, da po čem merimo napredek človeštva, merimo ga žal po njegovi tehnologiji, namesto pa, da bi po etiki, morali, sočutju merili, kje smo kot človeška družba. Ne. In tu pač zdaj pokažejo, da oni počasi rušijo ta svet in pripravljajo novi svet. Vedno na tak način delujejo, da seveda so oni tisti, ki nekaj zaključijo in že dajo neko rešitev. Ne. Se pravi, tu problem, to rešitev pa po njej pa posežejo obupani ljudje, ki pač ne razumejo, zakaj se gre. Zadnji sem bil na enem predavanju v Mariboru in je tam voditeljica oziroma uvodni govor je bil o tem, da želi, da želi elita razredčiti ljudi in jih tehnološko tudi na nek način zasužniti. Seveda potem, ko bo neki večji negativni dogodek. Tako je ona začela s tem uvodom v vsa ta predavanja. In sedaj pa je bilo, vi pravite, tudi nekaj podobnega, neka predaja, neki propad, tudi s tem simbolnim Titanikom in pa obrnjeno zastavo. Ne? Tako, mislim, da ta stari svet, da se zaključuje in stopamo novega, popolnoma tehnološkega, digitaliziranega, kjer je popolna kontrola in nadzor. Se pravi, tukaj boš tudi izločen, če ne boš sodeloval, bo zelo težko, bom rekel, preživeti, ker gre vse v to smer. In to se mi zdi, da to nakazuje ta del, no, v tem. Se pravi, zaključimo s tem delom, s tem svetom in stopamo v novega. In če gledamo res skozi zgodovino človeštva, kako se je ta tehnologija razvijala, seveda so najprej potrebovali v industrijski revoluciji delavce. Ne?
ta industrijska revolucija kot taka se zdaj zaključuje, ker vse več prevzemajo roboti, bomo rekel, dela in enostavno ljudi niso več potrebni, ne smeš jih pa, kot zdaj strani elite razmišljanja, pustiti ljudje v brezdelju preveč, ker bojo začeli razmišljati, kaj se v resnici dogaja in se jih pač želijo znebiti, da jim ne bi pa rušili te njihove načrte. Ne. Zato ta, bomo rekel, kontrolirani genocid. Da ne bi ljudje mislili, da vi nekaj sanjate, je podobnega govoril tudi tale Harari na Svetovnem ekonomskem forumu, ne, da kam bo zdaj šla ta množica brezdelnih ljudi in pravi, najboljše je, da jim damo, ne vem, igre in se zabavajo nekako v tem smislu. V tem času, ne? V tem času, dokler so še... Tako, dokler so še nekaj potrebni, potem pa vemo, sej zastrupljajo okolje, bomo rekel, vse te korporacije, ki jaz verjamem, kakor sem jaz raziskal, obstajajo tehnologije, ki niso tako zlonamerne, bom rekel, ne, pa jih ne uporabijo, ne, ampak se pravi načrtno uničevanje tega našega okolja, pa človeka seveda. Ne. Združeni narodi imajo že žal, ampak mogoče tudi v smislu dobrega, imajo načrt, pravi, zmanjšanja prebivalstva, ne. To je kar resna napoved. Ja. Združeni narodi imajo resno napoved in kot vidimo, se prebivalstvo dejansko se precej zaustavlja že tudi v drugih deželah, kot je recimo muslimanskih deželah, Afrika, Kitajska. Se pa vidi eno sliko, ker gre 8 milijard ljudi približno na polovico New Yorka. Ves ostali svet je prost, ne? Če pa dajo ljudi skupaj na kup, jih je pa to polovica New Yorka samo. Mislite, da je ta prenaseljenost tako velika v tem trenutku? Ne, bral sem, se pravi, to je iz enega, bom rekel, tega miselnega tanka ene od teh organizacij elitnih, je ta rimski klub, v katerem sem tudi že pisal. Oni so vse te napovedi dali, ta rast ljudi, ki naj bi bil povzročil katastrofo, ne. Po drugi strani imamo pa podatke, da če bi vse ljudi v tem številu, ko smo danes, dal na Avstralijo in živel z isto tehnologijo, ki jo se uporablja danes, ki je zelo, bom rekel, ni v podporo okolja, ne, ampak je v škodo, bi lahko živeli, bi lahko preživeli. Na Avstraliji. Samo na Avstraliji, ne. Tako da tu ta njihova ideja ali pa filozofija, miselnost ne drži vode. No. Dobro, potem ta propad so nekako napovedali in potem imamo tiste zaključno dejanje z prižigom olimpijskega ognja, ki pa ni bil pravi. Ne? Ne. In tu spet kaže na ta umetni svet. Ne? Se pravi, da bi prvič v zgodovini olimpijskih iger, ne, so uporabili umetni ogenj, ki je bil pač izlet svetilk in pač razprševanjem svetlobe, mislim, vode, je potem so uprizorili, bom rekel, to sonce, ne, ampak to je popolnoma umetno, ne, in umetno luč, ki pa ni naravno, ne, in danes vidimo, gre veliko v to umetno svetlobo, nekoč nismo toliko, bom rekel, tudi svetlobno onesnaževali okolja, danes se sploh luči ne ugasnejo, koliko je spet to energije potrebno za to, da življenje teče 24 ur na dan, kdaj pa naj bi potem človek počival, ne, v teh naravnih ciklusih. Zato je tudi ta velika utrujenost ljudi, ne morejo se spočiti, tudi ta tehnologija, ki se uporablja, oddaja sevanje, ki je spet škodljivo za človeka. Ne. Prav te raziskave, tudi sevanja, so dokaj zakrite javnosti, ne, in pa tudi manipulirane strani teh organizacij, ki to vodijo, oziroma strani kapitala. Ne.
vse imajo, bom rekel, znanost je povsem ugrabljena, ne, in zdaj ljudje, ki mogoče dvomijo vse to, naj vedno nikoli ne končajo svoje raziskave pri samo prebiranju ugotovitev, ne. Potrebno je iti, kdo je izvedel to raziskavo in odkje so ta sredstva prišla. In ko prideš ti do tega, odkot prihajajo ta sredstva, vidiš, da te korporacije, ki v bistvu so lastnice vse te tehnologije, tudi financirajo, ne. Se pravi, logično, če zaključimo, je, da človek, ki dela raziskave, ne bo dobil dela, ne, če ne bojo te raziskave imele ugodnega rezultata za delodajalca, ne. In žal je tako, da so pa danes ljudje pripravljeni za ta denar, za ta zaslužek narediti marsikaj, ne, in s tem zavajajo ljudi, medtem ko pa ta tehnologija definitivno je škodljiva, naprimer 5G. Ne, Denar sveta vladar. Ne? No in potem imamo tisto podobo tudi iz knjige Razodetja, vi ste omenjali 4 konjenike in potem tisto vlačugo, ali kaj bi to bilo drugače imenovano, ženo, ki greši zoper Boga za vsemi grehi in je, kaj vlačuga je tudi prostitutka, kakorkoli plačana z denarjem, ne, da te stvari dela ali kakorkoli. In je v tem svetopisarskem konceptu, pravi, je krvava od krvi ljudi oziroma kristjanov. In podobna pa je tudi ta povezava z Evropo, ki jaha zver. Ne? Kaj je ta zver? Tudi vlačuga, ki je na zveri, ne? Žena. Tako, ki predstavlja Evropo, ne? Vse to je, bom rekel, te miti, ne? Poganski miti izvirajo, bom rekel, na to se nanaša, bom rekel, tudi ta simbolizem te elite, ne, ves čas že od začetka. Pravi politeizem neki, zdaj recimo neki monoteizem ali pa neka ena misel, ne, to pa je več bogov, ki niso ravno moralno čisti. Ne, in si vzamejo stvari, bom rekel, nimajo nobenih moralnih pa etičnih zadržkov, oni so pač bogovi, ki vladajo, seveda človek jim je tu podrejen in je njim na voljo, da ga izkoristijo, kot si želijo. In tukaj je pač ta zgodba o Zeusu, ne, vrhovnem bogu grškega panteona, ki je ugrabi Evropo oziroma jo nese na hrbtu. In te ekipi, ki so postavljeni, bom rekel, po celem svetu, predstavlja pač to Evropo. In zdaj tu simbolično je, da se kaže zdaj propad Evrope, ne, ki se, bom rekel, prostituira kapitalu. Ne, na nek način se je ta naš standard evropski, ne, na katerega smo bili, ne vem, ponosni, niti nismo, ne vem, razumel človek, da od nekod prihaja, ne, in to je bilo pač na podlagi, bom rekel, vseh ostalih, bom rekel, deželj tretjega sveta, kjer se je pač izkoriščale njihove dobrine, surovine, delo. Zdaj pa se to kaže, bom rekel, ta etični pa moralni propad, mi bomo rajali do konca, ne, te Saturnalije, ko smo omenjali, te festivali Dioniza, Bakalije, kjer se uprizarjajo orgije. Ne. Zabava. Tako, zabava, medtem ko nek drug del sveta trpi, ne. Mi pa skrbimo za sebe, ne. In to v bistvu kaže na ta propad družbe evropske. Ta zanimivost mi je, ne, od recimo enega Boga ali pa ene misli, ene filozofije, na nek način enega izvora, kakorkoli, se zdaj vrača ta elita ali pa svet v ta politeizem, ne, ta amoralni politeizem tudi. To je v glavnem neko vračanje nazaj, ne, in pa da niso tiste moralne črte tako točno zarisane. Ne? Naprimer, danes v šoli ni predmeta, ki bi učil ne kradi, ne? Ali pa
To je velika. Ali pa ne ubijaj, naprimer. To bi moglo najprej v osnova biti. Največji del bi mogel biti ta etični, moralni vidik na življenje, ker bi se otroci učili o tem, ne, in o sodelovanju, ne o tekmovanju. Ne. Nas pa šola, bom rekel, sprogramira, da pomembno je tvoj lastni osebni uspeh, ki se, bom rekel, moralno in etično nima omejitev, kaj povzroča drugim, ne, okoli tebe. Pomembna je zmaga, zasleduj svoj cilj, tudi če greš, bom rekel... Drugega premagaš, ne? Tam nima nič, ti imaš vse. Točno to. In to je zelo enostavno. Bom rekel, jaz sem naredil en eksperiment od moje sestrične sin, smo tekmovala in mi smo navajeni, da otroku pustimo, da zmaga, ne? Ker jim toliko pomeni. Ne? In jaz sem mu pustil, da bo zmagal, ampak on se je že pred črto tako veselil, da je mene prav zbodlo in sem ga v 2 korakih prehitel. In jaz dvignem roke, zmagal sem in se on začne jokati. In jaz kaj sem pa zdaj naredil, da ne bo kdo slišal, kak sem jaz njega. Potem sem pa se vstal, pa sem rekel, oprosti, ampak a bi to pomenilo, če bi ti zmagal, da bi jaz mogel jokati? In tam se je vstal in razmišljal. Otroci niso neumni. Niso, ne. In potem smo šla v nov krog, kjer je seveda zdaj on zmagal, in smo šla 3. krog, kjer se je on ostal, pa je rekel, zdaj pa dej ti. Ste ga pa naučil. Tako, in smo rekel, lej, ni pomembna ta zmaga, pomembno je, da si se potrudil po svojih najboljših močeh in to je samo po sebi zmaga. In je razumel, ne? Zdaj, kako dolgo je to držalo, ne? Če ni to dnevno, na dnevni bazi, bom rekel, ta vzor, seveda, ne? Ampak otroci bi mogli to se učiti v šoli. Ne? No, torej šola je pod vodstvom teh elit, ki pa želi samo delavce, ki ne bi razmišljali o sebi, tudi o smislu življenja, ne o morali, ne? Samo da bi delali in bili vpeti v to delo, da bi kome preživeli. In prav to je danes. Ne? Ljudje delajo 40 let, pa na koncu nimajo denarja. Ne more iti še jabolke obirati, da bo plačal vse račune. Točno to. Mislim, to so grozne stvari. Jaz pa tudi malo to zamerim, recimo v šoli, da ne uči niti to, kako biti dober državljan. Kako, pač plačati davke, kako lahko naredi SP, kako se lahko preživi, kako funkcionira država, kaj je to demokracija, kaj so to stranke, kdo jih lahko ustanovi, kako se ustanovi društvo in tako naprej. Mislim, to je, kot da ni več človek pomemben. Ne? Ja, namen je, da so ljudje nevedni. Ne? In to šola v bistvu tudi na nek povzroči s tem, ki zatira to raznovrstnost razmišljanja. Nismo vsi za vse. Ne? Nekateri imajo druge talente, ko bi jih lahko zasledovali. Ne? Šola pa želi nek univerzalno, ne? Vsi moramo vse te stvari vedeti, zdaj koliko nam to v življenju sploh pride prav, bom rekel, ne bom odpiral, ampak pomembno je to, da omejuje otroški ne? Ker ga želi stlačiti v nek vzorec. Ne? Mi smo pa več kot to. Ne? Že to in te šole, tudi ta današnji šolski sistem izvira iz časa industrijske revolucije, ker je bilo treba navaditi ljudi, da bojo lahko sedeli po 8 ur primeru. Ker ti, če bi zdaj nekega človeka ali pa rečemo najstnika, ki nikoli 8 ur na dan sedel v šoli, da se je navadil, pripeljal zdaj v razred, kaj bi se njemu dogajalo, ne? Sedeti pri miru pa poslušati, to je nemogoče. Mladi otroci bi mogli se ob delu, ob zabavi, ob igri učiti, ne? Se pravi razvijati tudi svoje telo, ne? Ki raste. In zato danes, zaradi tega prisilnega sedenja, imamo veliko več težav z telesom in boleznimi. Te zgodbe politeizma in moralnega razkroja, pa tudi vsega tega, kar je proti Božjega, je nekako zaslediti v tej otvoritvi, katere zdaj v bistvu zaključujemo, otvoritveni del. In celo to, da je Evropa
in tudi stavba Evropske skupnosti je zgrajena kot babilonski stolp, kot nedograjena stavba. Ne? Tako. To predstavlja nek upor, upor proti Bogu, se pravi proti božjem sistemu, rečemo, ajde ta elita, človek obrnil proti in želel svoj sistem postaviti, in tu je predstavljal ta babilonski stolp, ki je res ta nedograjena stavba, videz Evropskega parlamenta, in simbolično, ker ta elita, bom rekel, eden izmed teh izvorov, od katere so šle, bom rekel, po te dinastije njihove, krvne linije po svetu, seveda imajo sedež v Babilonu, se pravi v bivšem Irak, današnji Irak. Na zaključku pa smo rekla, je ta tehnologija s tem umetnim ognjem, in v bistvu je to menda bil potem zaključek Evropo, to, ki pa jaha Zeusa, ste rekli, oziroma bika, zver, na zveri, ker to je tudi Sveto pismo je na zver, se zverje sodeluje, pa je v bistvu tudi na nek način zaključek teh olimpijskih iger, mislim, zaključek začetka. No, potem pa imamo še midva zaključek olimpijskih iger. Zaključek olimpijskih iger pa je tudi simbolično dejanje, oziroma verjetno neko služenje, neka liturgija vsega skupaj. Zakaj, kakšno vezo bi to imelo drugače športom? Začne se s tistimi kontinenti, predstavlja v svet. No in potem pride dol tisti, kako ga bomo imenovali, nekaj se spusti. Njihovo, bom rekel, ta lik glavni, ki ga oni predstavljajo, je kot Lucifer. Lucifer izvira iz nosilec luči, ampak to je ta umetna luč, ki jo oni ves čas tudi kažejo. Seveda ta umetna luč ima lahko zelo dober scenarij, bom rekel, ki ga oni pripravljajo. Se pravi, najprej bo treba zaviti svet v temo, saj bom rekel, je že precej temen, ta vojna, tudi grožnja, da se širi, ves čas so spopadi, bom rekel, kriminaliteta se viša, standard, bom rekel, ekonomski pada ljudem, vse to je, bom rekel, to predstavlja to temo, ki gre čez vse kontinente. Pol se precej potemni vse, in ta lik prihaja v temi dol, na kontinente. Mi vedno potrebujemo, tako sem rekel, mi kontroliramo vse to temo, potem pa potrebujemo en lik rešitelja, in tu je ta Lucifer, ki pa rečemo, jaz pravim, tema, ki se obleča v svetlobo, in s tem pritegne ljudi, oni sprejmejo to rešitev, ki je pa v bistvu še neka globljo suženstvo. A je to zdaj prek tehnologije, čipiranje, bom rekel, ta družbeno-kreditni sistem, denar, ukinitev gotovine, kamere, nadzor. In to gre zdaj v vse aspekte. Slišal sem, da bo zdaj Avstrija izdala cepilni digitalni pasoš. Menda samo za svoje državljane. Tako, in zdaj vemo pa v ozadju Združenih narodov pripravljajo spet ta, bom rekel, nek akcijski načrt, se pravi v primeru neke epidemije, pandemije, prevzame vso kontrolo, bom rekel, nadzor pa izvrševanje zakonov in tako naprej, se pravi Združeni narodi, generalni sekretar, in postane v bistvu nek vladar, svetovni vladar. Ker obvladuje vojsko in sodstvo, in potem s pomočjo policije in vojske lahko potem to izvršuje pod tako imenovano nevarnostjo, pandemijo. Tako, lahko vsili obvezno cepljenje, katere pa, če ne bomo imeli potrdilo o obveznem cepljenju, ti bo preprečevalo dostop do trgovine, do živil, in to je ta grožnja. To je potem to moderno suženstvo. Tako. Pride ta lik, vse se potemni, in za njim še pridejo tiste mali črni liki, cel kup jih je. In potem skačejo po tej temi, po teh kontinentih. Belo pa je
bela tista obglavljeno, neko belo, lepo, ki simbolizira dobro, pa je obglavljeno, pa se umakne od sveta. Tako. Svet je prepuščen temi in temu. In to je, se pravi, v temu, mislim, svetlobo izrinemo, pridejo na površje, bom rekel, neka temna bitja, so to neka demonska bitja, kakršnekoli. Te, bom rekel, prevzemajo kontrolo nad površjem zemlje. Dobesedno ta simbolika je bila, ja. Nad vsemi kontinenti. Ne? Tako, in svetloba, ljubezen Božje je pa v bistvu obglavljeno, pokončano in oni prevzamejo oblast. To je v bistvu malo bolj žalosten zaključek, ne? Ampak dejansko v tej temi se vse skupaj potem dogaja. In na koncu meni, da imamo tisto še, da so te simbole, ki so za športe, so v bistvu zamenjali. Kako je, kaj je bila ta zadeva? Te piktogrami, kjer v bistvu ima vsaka športna disciplina nek svoj piktogram, po katerem simbol takšen. Tako si ti videl, je šlo to za veslanje, streljstvo in vse posod je bil vključen človek. In to so kar umaknili iz teh piktogramov, tako da bi zelo moraš poštudirati, kaj sploh predstavlja. Zdaj so drugi. Tako, zdaj so drugi, saj so jih ves čas v olimpijskih igrah, so jih postopoma malo spreminjali, ampak vedno je bil vključen človek. Tukaj zdaj pa prvič se je zgodilo, da ni bil vključen človek in potem, ko sem jaz tudi gledal te piktograme, me je zelo spomnil na te, to so pa pečati, bom rekel, teh demonov. Se pravi, imamo neke njihove knjige okultistične, kjer se predstavlja ta hierarhija teh demonskih bitij, vsak ima svoje ime, ima nek svoj pečat. Svoj simbol, ali zapis, ali kaj je tisto simbol? Tako, pečat, to je njegov podpis. To je njegov podpis. Se pravi, kjerkoli se uporabi njegov podpis, mi vemo, recimo, ko mi usmerimo nekam pozornost, usmerimo tudi svojo energijo in to v bistvu predajamo temu pečatu, ki je pa v bistvu portal do tega bitja. In tako usmerjamo svojo energijo. Nekaj duhovna povezava, ali kaj? Tako. Z demonom, ali kako? In vse to, ker to je tudi geometrija, je zelo zanimivo, ker sem raziskoval, da imajo določena vezja, matične plošče, bom rekel, nekih aparatov, ki jih uporabljamo vsakodnevno, imajo točno določeno, bom rekel, geometrijo. Se pravi, in ko se prižge, mi vklopimo to aparat v elektriko, steče energija skozi to in s tem se že tudi lahko postavlja. Neke duhovne povezave. Portali, rečemo. Neko obredje, ali kaj bi tudi vse je to obred, ker če gledamo, da nekoč so naredili, zarisali krog, rečemo ta pentagram, žrtvovali ljudi, živali, s tem so to energijo, ta energija je stekla po teh zarisenih, bom rekel, črtah, danes pač se vklopi v... Imajo dobro domišljijo, moram jim priznati, vsaka jim čas. Neverjetno, bom rekel, ta inteligenca njihova. Inteligenca je velika, Oni, bom rekel, nadpovprečno inteligentni, tako da vse njihove načrte, ki jih oni imajo in korake pripravljene naprej, mi ne moremo, nimamo tega dojemanja, imamo pa mi intuicijo, ki je pa povezana prek našega srca, bom rekel, z višjimi božjimi, bom rekel, svetovi in Boga, pozitivnimi, ker smo mi veliko močnejši pa hitrejši od njih. Ja, ti načrti so genialni, ravno sem zadnjič naletel na en del informacije celotno, da so naprimer koronavirus odkrili že leta 1965 in potem so ga poskušali razvijati, da bi pač ga lahko uporabljali, ampak nekako ni delovalo in tako naprej. To niso koronavirusi in te manipulacije z njimi, dokončno mislim, leta 90 so ga uspeli nekako narediti v neko tako obliko, ki je bilo uporabno, ampak pogledajte, do leta 2019 nismo mi slišali, to je bila najbolj čisto nova zgodba. Ene stvari se dogajajo od zadaj, ko mi ljudje nimamo pojma, niti nismo pripravljeni, niti lahko o tem razmišljamo.
niti ne vemo. Ja, ta svet je, oni ga vodijo tako, da nima človek časa za sebe, ne. Se pravi, treba je delati, treba se ukvarjati z preživetjem, ne, in to je vedno težje, da nimaš ti časa razmišljati o teh stvareh, ker oni pa to pol javno dajo v javnost. Jaz ne vem, stvari, ko jih potem greš iskat, evo, vidiš, da so bile objavljene, da se je v nekih znanstvenih člankih celo govorili o tem, ne, in potem si pač prav šokiran, ne, da se je vse to že prej začelo. 2017. Svetovna banka je s temi PCR testi že trgovala, bomo rekli. To sem pa sam zasledil. Ne? Evo, ne? To sem pa že sam zasledil te stvari. Potem je, v bistvu so te stvari malo spremenili na tem mednarodnem trgovanju. Tista Svetovna banka je skrila tista mednarodne trgovino. Ne? Nekaj časa pa je bilo zaslediti. Tako. Ja, to so, hočem reči, to so res dejansko načrti že dolgo. Nekateri fantje, bi je tako imenovali, se samo s tem ukvarjajo. Ne? Imajo pa moč. To ljudje ne razumejo in tukaj smo malo, bom rekel, lahko naivni, ker ne razumemo, kako to deluje res to preko generacij. Vse te, bom rekel, tudi potomci sledijo k temu istemu načrtu. Ker oni so se zavedali ali pa se zavedajo, da ne moreš ti nekaj čez noč narediti, uveljaviti, ker bo prevelik upor, enostavno. In ti moraš počasi, ne, kuhanje žabe na ta način, da se človek sploh ne zave, preden, bom rekel, je pa toliko stisnjeno kot, da pa že ne more več se obraniti. Mi preprosti ljudje pač se držimo, naprimer, teh moralnih zapovedi, kot si bi rekel, pa tako. Skrbimo, družinski ljudje so ljudje, ne? Zaupajo, da je le vse pravično pa dobro. Ampak v bistvu razen tega notranjega sveta, ki nam govori, kak je prav, zunanji svet je pokvarjen. Ja, definitivno. Svet človeka je pokvarjen. Ja, bom rekel, na ta način, ko imamo mi nekoga, ki nam prešepetava že od malih nog, zdaj govorimo lahko v tem smislu, ko pogledamo človeštvo od začetka nekih civilizacij, pa to, pa do danes so nam prišepetovali in v bistvu vzgoja otroka danes, ne, na kak način, skozi kaj vse gre, kaj je bombardiranje, s čem je bombardiran njegov ne, je težko, bom rekel, da bi bil svet boljši. Ne. Mi moramo tu res imeti se pravi, tudi starši, živeti to, kar govorijo, ker eno je, da mi govorimo otroku nekaj, pa počnemo nekaj druga sami, ne. To spet ne gre, ne. In otroci vidijo, zavajanje, dvom in potem zberejo lažjo pot, bom rekel, na začetku, ampak na nekem globalnem pogledu življenja, v stiku z Božjim, z obstojem, pa to ni lažja pot, ne. Je v bistvu čakajo nagrade in čakajo kazni, ne, za ljudi, ki ne. Zelo komplicirano je danes v svetu, sploh za mlado generacijo. Zdaj slišim, da so bile statistike, da glede na državno statistiko Slovenije je 47% zakonov gre na razen. 47% skoraj vsaki drugi. Ja. Glede na civilno sklenjene poroke. Ne? Tako. In potem seveda tudi otroci trpijo. Imamo vedno bolj ranjen svet, ki se potem navdušuje o spremembi spola in ne vem, nekimi, ne vem čem, ne, res pa je, da niso pripravljeni na življenje že od šole. Definitivno. In se nam stanje v svetu slabša. Ne. Seveda. Tudi, ja, ker otroci že od malega niso pripravljeni na neke resnice. Bom rekel, starši že sami, bom rekel, so šli skozi težko življenje. So izgubljeni mogoče. Tako. Sami in želijo obvarovati otroka pred tem. Ampak s tem, ko jih obvarujejo pred življenjskimi resnicami, se pravi težave, tegobe, soočanje, ne vem, z minljivostjo, z smrtjo, ker je na večjih stisk, ne, jim nič dobrega ne naredijo, ker jim ne razvijajo njihovo, bom rekel, zmožnost sprejemanja te resnice
potem pa prideš ti v najstniška leta, kjer te resnice, ki mi pa jih ne moramo zadržati celo življenje, zadenejo, je to tako velika stiska, da ti ne veš, kaj bi z njo naredil, ker nisi pripravljen bil že do nje. In takrat jim pa potem, bom rekel, ta svet, ki ga vladuje elite, ponudijo neke hitre rešitve. Ne? In to je ena izmed teh, ja, tvoj problem je ujet si v napačnem telesu, izberi spremembo spola in takrat bo vse lepše za tebe. Tako, ne? Ti pa potem greš res, bom rekel, grozne stvari, ki se ti potem dogajajo in koliko si bil zaveden in obžaluješ in tega je ogromno in potem žal je tu pa tudi veliko samomorov, te terapije so zelo invazivne, tudi zdravila povzročajo raka in v tem pa, bom rekel, tu ne govorijo, ne, ko promovirajo, kaj se pa dogaja potem. Težke stiske so danes in zgleda, da bo v bistvu vse slabše, ne, ker tako kot ste vi rekel, morali bi misliti na sodelovanje, na etiko, na to, kar je prav, moralo, ampak tega nam vzgoja ne daje, starši nimajo časa, sami so zgubljeni, sami se ločujejo in prihajamo vse večjo zmedo in je situacija zelo težka. Recimo, jaz sem bil šokiran, ker zdaj sem 100% prepričan, da nismo bili nikoli na Luni. Ne? Tiste stvari prvo sem videl, tam precej dokazov, jih imate tudi na internetu, lahko se vidi, ampak to je en šok, kako nam lahko nekdo laže. Ne? Smo vsi verjeli do včeraj, da smo bili na Luni, ne? Ampak v bistvu nismo bili. Ne? In se ta Spielberg, kaj že, ne Spielberg, režiser, on je to za skup snemal, obstajajo posnetki, kako se je to delalo in vse, in njegovo pričevanje, vse imaš. Danes potem in zdaj, ko vidimo to resnico o tem, ne, kaj s tem narediti, ne, še kar se vztraja v svojem. Se pravi, ok, to je bilo, to je pa cel en koncept, kako velika je ta laž, ki nam jo prodajajo vsak dan. Ne. Rečemo, ljudje še kar verjamejo eni nasi, ne, pa vidimo, kaj vse počne. Ne. Se pravi, ja, njihove slike so po vsej verjetnosti vse retuširane, nič ni resničnega. To je pa, bom rekel, ena najnaprednejših tehnoloških, bom rekel, ustanov, ne, kamor hodijo ljudje, pa sprejemajo njihove poglede na svet, na obstoj in v bistvu je pa to ena sama laž. Sej, če bi ljudje raziskovali, bi videli, kdo je, odkot je nastala NASA, da je to iz nacističnih tistih znanstvenikov, ki so prišli v Ameriko pod to operacijo Paperclip, ne, sponka, so jih Američani prepeljali in so jih v bistvu, da so razvijali vse te agencije. Ne. Von Braun. Tako, ne, on je bil pa dolgoletni direktor NASA. Koliko je to možno? Ne, se pravi, vojni zločinec, dokazano, ne, potem pa dolgoletni direktor, vodja najnaprednejših ustanov tehnoloških v Ameriki. To ne gre neki skupaj. Ne? Pravi, ta otvoritev in zaključek olimpijskih iger nam ravno govori o tem. Točno to. Od vse zgodba bistvo našega sedanjega sveta. In moram priznati, da bolj ko to gledam, bolj vidimo to demonskost, midva smo imela tudi oddajo o Euroviziji, da je tu na tej zemlji, pa tudi v našem osebnem življenju, boj med dobrim in zlim. Sveto pismo pravi med hudičem, med Satanom in med Bogom. Ne, oziroma tam imamo celo zmaj in žena, ki bi naj bila Marija oziroma cerkev, ne, je v duhovni bitki. Zato je tudi cerkev danes zelo napadana, se pravi, zelo negativno samo prikazana, ampak gre dejansko za ta duhovni boj med Bogom, recimo, med svetlobo, med življenjem in zlom in nasprotnikom. Ne. Tako neka preprosta slika se nam daje zdaj skozi to. Ne. Gre za laž, krajo, ubijanje, prevaro, oblast nad drugim. To je ves čas se v bistvu odvija. Ne. Tudi v naših osebnih življenjih
je to. Ne? Vsi skupaj se borimo, ampak ni to, da bi človek pomagal, zato ker je stanje v svetu tako, ne? Ampak je še bolj pomembno, da mi stremimo k dobremu. Ne? Mi smo vedno na križiščih, ne? Kjer se odločamo za dobro ali slabo. Se pravi, ali bomo nekaj izkoristili, kar bo nekomu v škodo, ali pa bomo ustrajali v dobremu. Ne? In to je pomembno zdaj, in je vedno bolj jasno to. Ne? Se pravi, ali bo ta sistem, jaz verjamem, da se že ustvarja ta drug sistem, ne, ki je bolj tudi podpira naravo, skrb za samooskrbo, ne, tu vračanje, se pravi. Identiteta, človeška, družina, ljubezen, tudi nacionalna identiteta države, samostojnost, ne. Naših prednikov, zakaj so oni stremeli, zakaj so se oni tu, bom rekel, borili, in to je pomembno in zato mi potrebujemo vedeti zgodovino, ampak to resnično zgodovino, ne tisto potvorjeno. Trudimo se, jaz pravim, nikoli ne bomo, ni treba, da bi obupali, ampak mi sami moramo stremeti k dobremu, zraven seveda poznati, kaj oni počnejo, ne, moraš sovražnika imeti, bom rekel, na očesu, da ga imaš zraven, ne smemo pa tu padati v strahove, ravno to oni si tudi želijo, da mi se prestrašimo, da smo v strahu, ker smo pa potem bolj dovzetni za te neke nižje svetove, no. Torej, zaključek olimpijskih iger je potem v tej temi, kjer ti črne silhuete, lahko jim rečemo demoni, skačejo po vseh kontinentih sveta in potem je tudi zapoje tista ena pevka, ne, v taki črnini, ne, ona je črna, ne, in to je nekako zaključna pesem. Tako, ne, tema, preden se potem, se pravi, tema zavije svet, pa se pa preda, bom rekel, bakla naslednjim, ne. Tako, ja. Tako, ne, kjer imamo pa spet, mislim, to je tako, bom rekel, norčevanje, ne, Tom Cruise, kjer v tej svoji vlogi akcijskega junaka iz teh serij Misija nemogoče, ne, in oni nam dajo, lejte, misija nemogoče je, da bi vi kaj Tom Cruise rešil to temo. Tako, ne. Ki je pa v bistvu misija nemogoče za vas, človeštvo, vi ste pogoreli. Ampak Tom Cruise bo rešil vse. Ja, ne, Hollywood, se pravi, spet bomo zapeljani v neko iluzijo, ne, če je kdo tu, ta vodilni v tej predaji iluzije, je to Hollywood, ki se sicer danes zelo že sooča škandali, temi pedofilije pa vse, ampak jaz tu mislim, prav tudi satanizma, žal. Seveda, tu gre eno... Ampak se nekako delijo, zdaj tile igralci so se nekako, eni so se odcepili, ali kako delijo se med sabo. Tu jaz bom rekel, ok, opazujemo, ampak ne zaupam, zato ker razumem, koliko daljnosežni so njihovi načrti, koliko psiholoških vojn je to v ozadju pa operacij, ne. Se pravi, zdaj mi pokažemo ene, ki oni so zdaj določeni, rečemo, da se razkrije v njih vse stvari, ne, a zraven so pa prej oni, ne vem, sodelovali, zdaj so se pa ločili od njih in oni tudi zraven obtožujejo, ne. Jaz ne zaupam nobenim, ne, verjamem v dobronamernost ljudi v prvem, ampak morajo pokazati, bom rekel, tudi njihova dejanja, ne. Tako da opazujem, ne, bom rekel, opazujem, vem stvari, da se dogajajo v ozadju, že prej, bom rekel, že tisočletja, ta elita temu sledi. To pa mene v bistvu, tudi če se ne vem, kaj vse razkrije, kar se mene tiče osebne moje poti, to ne spremeni neki velik, ne. Seveda bojo ljudje, oni tudi na to igrajo, ljudje so šokirani. Ljudje, ko slišijo, kaj se dogaja, lahko padejo tudi v depresijo, ne, v bolečino. In tu je zelo pomembno pri ljudeh, da če jih nekaj preveč boli, da si vzamejo čas, da se umaknejo, pa pomembno je tudi, da ne obsojamo. Mi lahko obsojamo dejanja, ne smemo pa obsojati ljudi, ker so tudi sami, bom rekel, žrtve, tako, in ujetniki tega. Ujetniki izgubljeni. Tako lahko rečem. Pa nesrečni v bistvu. Seveda, srečen človek ne počinje
takih stvari. Ja. Ste lepo povedal. Ja. Potem je torej v tej temi nove olimpijske igre je rešitev, bodo šle v Hollywood oziroma ne San Francisco, v Los Angeles, ja, prav ste rekel, Los Angeles, ne gre do, ja, torej mesto angelov, ne, gre tja in tukaj pa potem je ta tema z to zaključno pesmijo Črnka, pa že ona je črno oblečena, pa poje tisto zaključno pesem in potem je eksplozija, ognjemet in to je zaključek potem olimpijskih iger z vsem tem, kar se je dogajalo, z zaključkom, ki je, smo rekli, neke vrste obred, uvod je neke vrste obred, tam je šlo za tekmovanje in to je potem zaključek olimpijskih iger v Parizu. Ne? Kako bi vi to komentiral še potem tisti ognjemet na koncu, ali kako se lahko domišljijo, nategujem na vse stvari, ampak kakorkoli. Vedno je... Nekaj pa ima neko simboliko, neko sporočilo. Vsekakor, ne, naprimer ognjemet predstavlja, bom rekel, ta spolno dejanje, kjer pride do, bom rekel, izliva in to je ta, ne, se pravi... Neki zaključek, tako, mi damo za naslednjič, se pravi semena, razmečemo naprej, ki bojo, bom rekel, pognale ta naš načrt naprej. Ne. To je, bom rekel, ognjemet, simbolizma ognjemeta. Ne. Vedno. In pač videli smo scenarije, videla ga, bom rekel, tudi te pripadnike elite, ki to samo opazujejo, ki podpirajo vse to. Zdaj, določen del ljudi je to tudi že videl, ne. Se pravi, tu je bila, smo rekli, predvsem ta LGBT agenda, se pravi menjava spola, transhumanizem, ne, to je stopnica, tehnologija. Tako stopnica, ko mi začnemo spreminjati človeško podobo, ne, naravno. Vprašanje, kaj je s temi cepivi, sprememba DNK-ja, kako to se vplivalo na sedanje pa naslednje generacije? Ne? Vsekakor je tu sprememba DNK-ja, koliko bo tega prišlo do teh mutacij. Jaz vidim, da se že soočamo zelo z epidemijo raka invazivnega, zelo hitro. Prej je rak, bom rekel, se počasi razvijal, zdaj je to kar eksplozija tega in zelo hitro napreduje. Zraven imamo veliko teh infarktov, ne. Tega je ogromno in vse to verjamem, da je tudi posledica cepljenj. Imamo eno izmed teh, bom rekel, farmacevtskih, je Moderna, ne, ki jo damo na mod RNA, se pravi spremembo RNA. In ko mi enkrat spremenimo ta zapis, ne moramo več to ustaviti, ne. Je to tisti osnovni program, po katerem se celice delijo naprej. In kaj bo prišlo iz tega? Nekaj slišal, da bo iz ene generacije v drugo, recimo, naprimer, da bodo sterilni, ne bodo mogli imeti otrok, ali pa mogoče zelo malo, tudi če še bo imel tisti isto, bo to nosil naprej in na nek način gre prebivalstvo navzdol. Tako. In s tem so oni, v tem je Bill Gates razlagal leta prej, ne, da kako uspešni so in kako razvijajo cepiva za v bistvu sterilizacijo ljudi. Ne. Oni so pač se odločili, da človeka ne rabijo več, ne, in se ga morajo na nek način znebiti in to s cepivim zelo dobro. Ne. Eno še nekako zaključno vprašanje. Umetna inteligenca zdaj se je nekako razvila, elite sigurno imajo nad njo največjo oblast in moč. Ne? Gledal sem eno, ne vem, če je isto resnično, eno ni oddaja, bila pač en prikaz nekega vesoljca tam iz leta, ne vem, 56 ali kaj je tistega Roswella, karkoli, da bi naj on govoril, da bo umetna inteligenca uničila človeštvo. Ker jo bodo uporabili, se pravi hudobni ljudje, jo bodo uporabili za sovraštvo. Da bodo s pomočjo umetne inteligence naredili sovraštvo med ljudmi in da bo, tako pravi svetopismo, da bo na koncu sovraštvo se povečalo, ljubezen bo šla navzdol in to bo nekje pred koncem življenja. Kaj mislite,
zvezi z umetno inteligenco še, če nekako najbolj modernim zadevo zaključimo to oddajo. Ja, moderna inteligenca ne prinaša nič dobrega, ravno zaradi tega, ker jo razvijajo in jo imajo v oblasti, bom rekel, vsi te, bom rekel, ta elita. Seveda, oni imajo tisto osnovno, bom rekel, program, ki ga želijo dati. Zdaj, umetna inteligenca ima pod kontrolo, bom rekel, potem internet, vse so tehnologijo, kakšna moč je to, si ljudje ne znajo predstavljati in to v njihovih rokah. In tako pravijo. Je lahko to orožje, ne? To je popolno orožje. Strašno orodje in orožje. Tako, lahko bi vsa tehnologija, ne moramo jo zdaj mi demonizirati, celotno tehnologijo, je bila zelo v oporu človeku, pa naravi, zdaj bom rekel celotni naravi, s tem je pa zlorabljena za te namene, zato ker v resnici jo upravljajo, bom rekel, psihopati, ki jih nič ne prizadene, da škodujejo nekomu drugemu, ampak oni so upiti od te moči, od oblasti in se imajo za bogove, oni lahko delajo, kar želijo in umetna inteligenca je pač tukaj kot zelo nevarno orožje. Gospod Miha Zimšek, hvala lepa vam za ta pogovor, za to razsvetljevanje teh obzori. Rekel ste, da moramo ostati v upanju, da nismo sami, da nas bitja spremljajo, Bog nas spremlja, smo na Božji strani. Dejansko je pa tu neki boj med dobrim in zlim, kot pravi Sveto pismo, da je svet v bistvu od princa tega sveta, kot Jezus je rekel, hudič pravi, padi pred me, pa ti bom dal vsa kraljestva sveta, ti bom dal. Pravi, da je neka oblast zla na tem svetu, žal, to se moramo zavedati. Mi pa smo luč, naj bi pač bili, luč zase, ki jo iščemo v sebi in v Bogu in poskušamo živeti luč. To je naša naloga. Kaj boste rekel vi na to? To je zaključno besedo. To ne glede, kjerkoli se znajdemo, je vedno luč v nas, ta svetloba, vedno lahko se dotaknemo in bom rekel, vrnemo k njej, ko nam je hudo, pa težko in potem spet nam da moč, da vztrajamo naprej. Pomembno je, da vztrajamo v dobrem, najprej se pravi zase, da imamo ta dober občutek, smo srčni in potem to vpliva tudi na naše okolje. In jaz pravim, to je dovolj za dober izhod. Torej, hvala lepa. Hvala vam. Spoštovani, Avrelij Avguštin je rekel, iskal sem te, Bog, po vsem svetu in našel sem te v sebi. Tako, tudi mi iščemo rešitev v sebi, ker nam Bog govori in vse dobro in lepo vama z gospodom Zimškom želiva vse dobro in srečno.